Spoštovana gospa ministrica, spoštovani visoki gosti, kolegice in kolegi. Najprej bom rekel tole, da je univerza zadovoljna in vesela, da je zraven, vsaj iz dveh razlogov. Prvič zato, ker lahko nekaj znanja, s katerim razpolagamo, ponudimo temu pomembnemu projektu. Najzanimivejši del seveda zdaj prihaja, ko bodo rezultati analizirani, ko bo potrebno te rezultate interpretirati. In drugič zato, ker celotno visoko šolstvo, naša univerza pa še posebej, seveda potrebuje povratne informacije o tem, kaj in kako delamo, kako se odrasli, ki zapuščajo našo ustanovo, takoj in seveda pozneje umeščajo v ta prostor, bodisi ekonomski, bodisi življenjski, bodisi v druga okolja. Zdaj jaz bi šel morda prvi korak v smeri vsebinske razprave v tem uvodu, pa ne bom dolg, ampak bi rad samo poudaril, da pri pričakovanju, kaj lahko naredi visoko šolstvo, univerza v smislu oblikovanja kompetenc odraslih, moramo biti realni. Zdaj, če gledamo tole sliko, celoten šolski sistem, vse institucije, ki naj bi gradile kompetence mladih ljudi in seveda tudi potem prispevali kompetencam odraslih, so vpeti med dva zelo pomembna dejavnika, na katere imamo relativno omejen vpliv. Družina, ki je tak primarni socializator, pa seveda vse to bivalno okolje, v katerem mladi ljudje, pa tudi odrasli pozneje deluje, vključno z mediji, ki so danes, bi rekel, zelo močan socializacijski dejavnik. In temeljne kompetence, seveda recimo komunikacijske in podobne, se oblikujejo v tem procesu pod močnim vplivom teh dejavnikov. Seveda druga pomembna stvar, ki jo kaže poudariti, pa je, da visoko šolstvo vstopa v ta proces nekje na koncu tiste, bi rekel, primarne socializacije, ko je že marsikaj postorjenega. In da se seveda na univerzi, v visokih šolah ne da narediti vsega tistega, kar se mora že poprej narediti. Seveda se pa lahko vprašamo, ali je naše nadaljevanje oblikovanja kompetenc pri posameznikih ustrezno ali ne, ali morda celo z našim pristopom kdaj ne nadgrajujemo, ampak celo kaj podremo, kar je bilo prej storjeno. Tako da ta vprašanja se zmerom znova odpirajo. Zato bi rad samo dodal, da se srečujemo pri tem načrtovanju, a ne oblikovanja kompetenc mladih in seveda odraslih ljudi s celo vrsto dilem, na katere jaz ne bi poskušal zdaj tukaj odgovarjati, ampak predvsem se mi zdi, da se te dileme nenehno porajajo zaradi tega, ker se soočamo z zelo turbulentnim okoljem, spreminjanjem, ki je zmerom gostejše po dogodkih, ki prihajajo iz okolja, recimo glede tak dejavnik je tehnološko, družbeno okolje, in seveda to nam postavlja pred nas celo vrsto teh vprašanj, ali sploh znamo predvidevati izobraževalne potrebe, kako daleč vnaprej. Če vprašamo delodajalce v Sloveniji, pogostokrat nimajo kaj dosti dobrih vprašanj v smislu, kaj bodo pa zares potrebovali čez 5-10 let, mogoče jutri, prihodnje leto, potem od tu naprej pa ne več in tukaj ostanemo precej praznih rok. Isto se mi zdi zaradi teh turbulentnih sprememb dogaja na relaciji medgeneracijskih razlik. Na univerzi se stalno sprašujemo, ali znamo pristopiti k mladi generaciji, ki vstopa v šolski, seveda potem tudi univerzitetni sistem na pravi način, ker je njihov mindset, njihova struktura mišljenja je že oblikovana precej drugače kot pri 60-letnih profesorjih in podobno. In zdaj je vprašanje, ali znamo seveda prenesti te izkušnje socializacijske in seveda ustvarjati te kompetence s primernimi pristopi, tako da bomo te ljudi ustrezno usposobili. Seveda tukaj so tudi bolj konkretna vprašanja razmerja med učenjem in delom, recimo se pojavlja tudi zelo pogostokrat, ali naj bo to zaporedno, se pravi, se izobražujemo 17 let, 20 let, potem pa začnemo delati. Ali nismo tisto, kar smo na začetku v izobraževanju dali,
že pozabili, a ne postaja to vse irelevantno na nek način po 20 letih glede na turbulenco sprememb. Ali ne kaže bolj povezovati dela in učenja vse skozi in tako naprej. Imamo različne modele, ampak nikdar ni dokončnih odgovorov, kot vemo, na ta vprašanja. Kaj naj bo vsebina izobraževanja, ravno v smislu, kako specifično, kako splošno je to izobraževanje bo, kako generične kompetence razvijati, morda bolj kot tiste specifične in podobno. S tem se nenehno srečujemo. In seveda tudi glede metod, pristopov, ob dejstvu, da imamo na razpolago nove tehnologije zmerom znova, pa smo, tudi univerza ima probleme, dostikrat premalo odprti do tega, kar nam te tehnologije ponujajo. In da sklenem, gre za to, da zasledujemo nek premakljiv cilj, nek cilj, ki ni dokončen, v smislu naredimo reformo, pa smo opravili za naslednjih 20 let. Včeraj je bil pogovor o bolonjski reformi, ki ga je organizirala študentska organizacija, in mislim, da imamo napačno percepcijo, da naredimo reformo in smo rešili problem za naprej. Ne. Okoliščine se tako hitro spreminjajo, da v resnici treba nenehno spremljati, kaj se dogaja v okolju in prilagajati tudi sisteme tem spremembam. To mislim, da je pomembno imeti v vidu. Zato seveda pomeni, da univerza, visoko šolstvo mora samo veliko pozornosti posvečati spremljavi svojega delovanja, v smislu, kaj zmorejo, kako se umeščajo potem njeni diplomanti in seveda tudi na drugih področjih. Zato mora seveda te notranje mehanizme spremljanja kakovosti, kot je spremljanje poti diplomantov in podobno imeti vzpostavljeni in jih seveda tudi stalno znova implementirati, in zato seveda potrebujemo tudi zunanje evalvacije. In tukaj bom zaključil in rekel, da je PIAAC tista pomembna raziskava, na katero računamo, da nam bo dala pomembno informacijo glede tega, kaj smo delali v preteklosti in kaj bi morali drugače morda delati v prihodnje, da bi bili kot družba uspešnejši. Seveda podpora ustanoviteljev je zmeraj tukaj potrebna, zato je dobro, da so se ministrstva bila odločila, da bodo ta projekt PIAAC podprla, in upam, da bo ta podpora ostala seveda temu projektu in podobnim tudi vnaprej. Lepa hvala, da ste me poslušali.